Ja, lep pozdrav. V tem videu bi rad dokončal tisto, kar pač v prejšnjem ni uspelo do konca, sem mogel video prekiniti, zato ker je bil tukaj en bug na spletni strani, namreč ni se dal narediti top-upa z Darkcoini. Tako da to je meni lahko tudi lekcija, ne, za vse nas, da če pač ena stvar ne deluje, se pravi, če vse naredimo prav, pač ne deluje, poskusimo ponovno čez par ur ali pa čez par dni, ne, oziroma pač običajno na uradnih medijih firme Xere pač pišejo v Telegram skupini, če karkoli narobe. Če pa ni, se pač običajno je za počakati par dni, pa potem itak nekdo opozori na to in se potem te stvari uredijo. Se pravi, kot rečeno, ko se logiramo tukaj v Xera Mall, Xera trgovino, gremo na My Wallet in top up. Potem se na tle odpre po defaultu USDT, kliknemo tale padajoči seznam, kliknemo, da bomo naložili Darkcoine, minimalni znesek je 10 Darkcoinov, kot rečeno, obračunska cena je 0,30 evra po enem Darkcoinu, se pravi, bom zdaj napisal 300, recimo, za potrebe tega videa, in že to takoj mi izračuna tukaj, koliko je to v evrih oziroma v njihovi house valuti, se pravi evro Xera. Plačaj z Darkcoinom in me preusmeri na drugo spletno stran. Zdaj pa vzamem v roke telefon, se pravi tam, kjer imam svojo Dark denarnico, Dark Wallet, odprem, poiščem v meniju, tem so puščice gor, dol, tap to send piše, to se pravi tapni, dotaknite se, da pošli in odpre kamero. Se pravi, samo preskeniram tole kodo in bo poslan ta znesek, kot vidite na levi strani Xera Group International. Mi ponovno sprašuje, na telefonu se potrdi tako, da se potegne desno, se pravi, ne tapka se po telefonu, ampak se potegne levo za cancel, se pravi za priklic transakcijo, ali pa desno za potrditev. Še enkrat me sprašuje, če res želim poslati na Xero 300 Darkcoinov, da. To boste videli na svojem telefonu, ko boste gledali tale video. Ok, zdaj čaka tole, da se ta transakcija potrdi, tako da bom za to minuto, dve prekinil tole snemanje, da ne bomo poslušali tukaj tišine in pogledamo čez par minut, če je denar prišel na Xero. Evo, transakcija je potrjena, se pravi, ko dobi tale nožic zeleno barvo je potrjen. Zdaj, če se slučajno to ne zgodi v minuti, dve, ponovadi pomaga to, da enostavno tukaj gor osvežite spletno stran in je denar gor. Se pravi, se zdaj vrnem nazaj na Xero, return to merchant. In če zdaj pogledam transaction history, bi načeloma mogli ti Darkcoini biti gor, oziroma so že pretvorjeni v EUROK, se pravi v evro Xera. Evo, transakcija je potrjena, denar je gor. Zdaj bi na tem mestu lahko pokažel se, kako se zdaj naredi, kako se jih porabi, kako se lahko naredi nakup s temi EUROK. Pravi se tle v shop. Zdaj najbolj vroča zadeva v tem trenutku je produkt Quantvize. O drugih produktih bom posnel posebne videe, takrat, ko bo več znanega, ko bo bolj operativni. Tisto, kar je zdaj vroča ponudba, načeloma vroča, je Quantvize. Tudi o Quantvize bom posnel poseben video, ko bo enkrat produkt operativen, se pravi, ko se ga bo dalo uporabljati, to ne bilo načeloma konec tega meseca. Sicer pa gre na eni strani za akademijo, trgovalno akademijo, kjer se lahko naučite o trgovanju. In kar je za večino bistveno bolj pomembno, je to, da je v tem paketu, ki ga kupimo v tej licenci, Quantvize licenci, je tudi bot za avtomatizirano trgovanje. Bot pač pomeni, da samo povežete ta program na svojo borzo, kjer imate denar in vam program sam odpira in zapira pozicije in sam dela donose, da bi karkoli mogli pri tem sodelovati vi osebno. Se pravi, obstajate tri nivoje te licence, vse so lifetime, se pravi doživljenjske, in vse so omejene po taki ceni, mislim, da vsak je na voljo 10.000. Se pravi, razlika med A, B pa C je razen cene, se pravi, ena je 400 evrov
oziroma 400 teh evrov K, druga je 1500 in tretja 4000. V bistvu samo razlika je v tem, koliko v bistvu je delitev dobička med platformo, med ponudnikom te storitve in med nami, se pravi med stranko. Se pravi, pri tem najcenejšemu je delitev seveda najslabše, se pravi 50-50, naredijo recimo 10% mesečni donos, ali pa 15, ne, se pravi 10 je 5% našega, 5 je od podjetja, pri 15 je recimo 7,5% od nas, 7,5% podjetja in se potem, ko je dražja licenca, se potem ta razmerje izboljšuje. Se pravi, pri tem najboljši je razmerje 70-30, se pravi 70% vsega donosa, ki ga naredi ta program, ta bot, ostane nam, 30 gre ponudniku te storitve. Se pravi, enostavno naredimo tako, da kliknemo tisti produkt, ki si ga bomo zbrali, dodamo v košarico, vpišemo podatke, je pa pri tem treba, tukaj lahko še malo bolj natančno pogledate, zakaj gre, za kateri produkt gre, je pa ob tem treba povedati, da se poleg, se pravi tega, ker lahko v celoti teh 4000 plačate z balansom, ki ga imate ali od Dacoinov ali od shopping kreditov, ki smo ga dobili v Success Factory, je dodatno treba naložiti še 40 USDT-jev, ki je pa uporabnina, fee za uporabo te platforme Quantvize. Se pravi, v celoti se da plačati z Dacoini, posledično, ne, posredno, ne, ker v bistvu so itak takoj spremenjeni v evro K, oziroma z shop kredici, ob tem, da treba imeti dodatno še 40 evrov gor. Prav to se pa naredi tako, da greste ponovno tukaj na My Wallet in naredite top-up, se pravi ponovno napolnite neki račun svoj, ampak v tem primeru zdaj tokrat, da kliknete, da boste naložili USDT-je. Se pravi, si zberete z katerega omrežja, običajno, če je mogoče, si pa zberete TRC20, če tam pošiljatelj, od kjer boste to pošiljali, podpira TRC20, se pravi Tron omrežje, ker je precej cenejše kot Ethereum ERC20. Treba je biti pri tem pošiljanju kriptovalut vedno pozoren na to, da je omrežje prejemnika in omrežje pošiljatelja vedno enako, drugače sicer izgubite ta denar, če ga narobe pošljete. Se pravi, omrežje mora biti na eni in na drugi strani enako. Se pravi, rekli smo, da je potrebno za to, da lahko kupite ta Quantvize licenco doživljenjsko, je potrebno 40 evrov, to je po današnjem tečaju $44 cirka, ne, vidite, tle odspod je že preračunano 40,2 evra. Ponovno preskenirate to kodo od tam, kjer imate svoje USDT-je in na ta način zaključite prodajo. Mislim, nakup produkta Quantvize, več v samem produktu Quantvize, pa takoj, ko bo kaj novega, oziroma ko bo stvari bolj razložene, pa v končni fazi takrat, ko bo produkt na voljo, ki bom lahko čisto konkretno povedal, kaj so potrebni naslednji koraki. Zaenkrat je to pač mislim, da je zelo soliden način, kako uporabiti, kako monetizirati proste Dacoine, ki jih imate na svojem walletu oziroma na svojem Dacoin grovu. Če jih imate na grovu, pogledajte predhodni video, če jih imate na walletu, pač jih lahko prenesete sem in kupite ta produkt ali pa katerega koli v prihodnje, ki ga bo pač delno ali v celoti možno plačati z Dacoini oziroma z evro ksera evri. Toliko za ta video, lep pozdrav. Če hočete pač, ne vem, biti še naprej obveščeni o tem, kaj je novega oziroma kako še naprej čim bolj uspešno uporabiti to, kar smo pač prenesli iz Success Factoryja, se naročite na moj kanal in boste kliknite na zvonček in boste obveščeni vedno, ko bom posnel še nov material. Lep pozdrav.